vedno ocenim, kako je stanje v slovenski košarki, zato ker se nam gre za to, to je naš paradni šport bil, zdaj v tej situaciji se mi ne zdi ravno več tako. In je treba oceniti situacijo tako, da je pravzaprav črna, v trenutna situacija. Mi kljub temu ne, ko se reče, nismo vrgli puško v koruzo in sponzoriramo košarkarsko zvezo še naprej, ampak situacija, ki smo jo pa midva z predsednikom Matejem Erjavcem lansko leto analizirala, pa ni bilo na 4 oči, zato lahko povem, kako se pogovarjala, je pa taka, mi smo dosegli naziv evropskega prvaka. V bistvu tako, da smo dosegli celo nekaj več, kot smo pa sposobni. Ponavadi je to tako. Večina moštev, večina celo firm, celo na državni ravni je to tako, ko ti dosežeš nekaj, kar si res maksimalno sposoben, pa še določeni faktori se ti morajo poklopiti, nastane kriza. In pa nas je velika kriza, saj jaz lahko vidim. Saj bo verjetno Matej potem povedal svoje stanje, ampak mi smo sponzorji in pričakujemo pač od tistega, ki ga sponzoriramo, da so na top nivoju, tako kot smo mi na top nivoju, kot trgovska družba. Gre za to, da če si športnik, si pravzaprav moraš biti ponosen, pa privilegiran zdaj, da igraš ta šport in prijaš na igrišče brez duše. Jaz pričakujem, da bo letos to drugače, vedno pričakujem, da bo drugače, pa sem včasih potem razočaran, ampak želim vam, pravi bomo žrepni, želim vam čim boljše boje in čim več športnega duha na igrišču. To z moje strani. Najlepša hvala. Gospod Erjavec, mogoče še kaj se z vaše strani? Hvala lepa. Jaz vse lepo pozdravljam najprej, se upravičujem na slabem glasu, pa tudi domov nosijo viroze, jaz si to poberam. Jaz ocenjujem, da se klub dviguje, kljub temu, da še ni rezultatov v mednarodnih tekmovanjih. Delamo pa tudi na tem, da bi reprezentanca, kljub temu, da so mi uvrstili na svetovno prvenstvo, da bi dobila poziv za kvalifikacije za olimpijado. To nam je na nek način bilo strani FIBE obljubljeno, vendar je treba zagotovo še počakati do novembra. Se pravi, po svetovnem prvenstvu se bo te karte delile, to pa zato, ker bomo mogli navijati vsi za evropske ekipe, namreč, če se bodo evropske ekipe dobro odrezale, na svetovnem prvenstvu smo prepričani, da bomo dobili brez težav vabilo, sicer bomo mogli pa še drugi krog lobiranja ali pa 15. krog lobiranja od Laufa. Toliko, kar se pa pokala špar tiče, me pa zares zanimajo pari, ker mislim, da bo zelo zanimivo. Tudi nisi ti povedal, ki bo pač paketel, da bom pač jaz povedal, da vedno podjetje Špar vedno na predlog Košarkarske zveze določi prizorišče. Tokrat smo predlagali Koper, Špar se je strinjal in se pravi imamo tudi domačina. Tukaj zadeva bo sigurno zanimiva, dobro organizirana, tako da se že veselimo parov in samega finala. Jaz celo tako komentiral, ker me ni bilo v Sloveniji, pa sem komentiral, kar povej, ja, kar ne bo v Kopru. Jaz sem vprašal, kar povej. Jaz sem vprašal Igor, a je lahko Koper, pa je rekel, lahko kar ne se Olimpija, ali to proti. Ampak mi lažje v Tivoli zmagujemo proti Olimpiji. Najlepša hvala. Magister Merovič, gospod Erjavec, zdaj pa bi lepo prosil, če izvedete še kakšne pogodbe. Najlepša hvala.